Dobrodošli v novi oddaji z morem. Življenje se žal še ni vrnilo v tiste stare, ustaljene tirnice. Enako velja za šport. In prav zato smo se odločili, da bomo uvedli novo rubriko, ki bo spet prinesla nekaj tiste tekmovalnosti. To je športni kviz. V tem kvizu bodo gostje naši parašportniki, ki bodo na zanimiv način predstavljali svoje discipline. Naša prva gosta sta Lena Gabršček, odlična odbojkarica v odbojki sede, in naš parakošarkar Matej Arh. Pravila so pravzaprav zelo preprosta. Imamo 4 vprašanja za vsakega, seveda 4 vprašanja. Da pa bo zadeva malce bolj zanimiva, malce bolj neugodna za oba sodelujoča, pa bosta seveda odgovarjala v športu drug drugega. Začnemo torej z damo. Dame imajo seveda prednost in prvo vprašanje, ki je vezano na košarko na vozičkih. Tule imam zapisano to vprašanje in začneva z dilemo, s katero se morda ali pa verjetno ukvarjajo tudi mnogi gledalci. Vprašanje pa je preprosto. Ali je višina koša enaka, se pravi identična, pri klasični košarki in pri košarki na vozičkih? Takole, zamisli si, kako nizko pravzaprav igralci sedijo na vozičku in kako visoko je koš, če bi bil tak kot pri klasični košarki. Moram priznati, da nikoli se nisem še pomerila v odbojki na vozičkih, tako da na lastni koži nisem izkusila, kako težko bi bilo recimo vršiti na koš z vozička, ampak mislim, da je malo nižji koš. Malo nižji koš, se pravi, nista na enaki višini. Ja, ne vem, ugibam iskreno. Rekli bomo nista torej na enaki višini. Naš strokovnjak pa bo to potrdil ali pa zanikal. Ne, v bistvu so čisto vse dimenzije košarkarskega igrišča čisto enake. Višina koša ista, črte so iste. Matej, hvala lepa, da ne bova šla preveč v podrobnosti, da ne bo še česa izdal prekmalu. Hvala. Ja, Lena, žal, tudi meni se je zdelo neverjetno, ampak tako je. Višina je dejansko enaka in fantje so res močni, da tako visoko in daleč mečejo žoge. Žal, to je bil nič točk pri prvem vprašanju za našo gostjo. Zdaj pa gremo na drugo stran mreže, če tako rečemo. Mateja seveda čaka odbojkarsko vprašanje in nekako se spodobi, da začnemo na začetku. Odbojka ima dolgo, bogato tradicijo, odbojka sede seveda, in letnica nastanka je morda ne čisto najbolj točno določena, no, vsi pa se strinjajo, da je ta šport nastal v 50 letih v eni izmed 3 držav, ki jih bom zdaj naštel. Ali se je to zgodilo v 50 letih v Avstraliji, na Danskem ali na Nizozemskem? Matej, besedo predajam v drugo stran. Avstralija, Danska, Nizozemska. Začetek sede. Jaz mislim, da na Nizozemskem. Dama, ali je imel prav ali ne? Ja. Odlično. Leta 1956, kot pravijo bojda, naj bi se vse skupaj uradno začelo, in sicer na Nizozemskem. Tako, zdaj pa gremo spet na drugo stran. Katera država je nasploh v svetovnem merilu najuspešnejša v tem športu, če upoštevamo število zlatih medalj, srebrnih medalj, da pa bo vse skupaj malce lažje. So tule 3 namigi. Ali je to kanadska izbrana vrsta, ali je to nemška izbrana vrsta, ali pa so to Rusi, ker vemo, da so odlični košarkarji. Torej, seveda, govorimo o košarkarjih na vozičkih. Kanadčani, Nemci ali Rusi? A lahko polovičko vzamem? Matej, dava polovičko. 2 državi prepustiva.
ki jo tudi jaz rabim, ja. Pa se strinjava, potem pa je pošteno, potem pa bomo rekli Rusi, seveda, Rusija, vemo, športna velesila in pa Kanada. To je nečisto polovica, tretjinka, ali kako bi temu rekli. Kanada, Rusija. Rusija. Malce sem zlobno govoril o Rusih, ki se jih spomnimo po predstavah na parketu, ampak ja, Kanadčani od Barcelone naprej so pravzaprav v samem vrhu, ali zlato ali srebro. Se pravi, osvaja ta ekipa. Tokrat vprašanje za našega gosta. Omenjala sva košarko, dimenzije, višina koša in tako naprej. Tokrat pa se vprašanje dotika igrišča pri odbojki sede. Mere tega igrišča so 10x6 metrov, 12x8 metrov ali 8x4 metre. Se pravi 10x6, 12x8, 8x4. Zdaj, navadna odbojka je 18x9, če prav vem. Sedeča bo pa 10x6. Lena. Ja. Dober, ti se prav. Zdaj ne vem, ali naš gost uporablja Wikipedijo, kakšno enciklopedijo, kaj podobnega, ampak mislim, da oba prikimava, da je imel prav, ne? Ja, super, bravo. Lahko prideš z nami igrati. Kako izgleda tako veliko igrišče, ko sediš na parketu? Ja, sliši se dosti manj, ko pri odbojki stoje, ampak dejstvo je, da se je res dosti težje premikati. Mi sedimo na tleh, premikamo se z rokami in nogami in dejansko teh 5x6 metrov na eni strani ni toliko malo, kot se sliši. Tako da ja, je pa zanimivo, no, igrišče je pravokotno, v primerjavi z navadno odbojko, kjer je kvadratno, tako da tudi to je malo spremembano. Bravo, Matej. Mateju gre zaenkrat res dobro, 2 pravilna odgovora, tako da ja, mislim, da se je dobro pripravljal, čeprav čisto ne prizna, no, ampak čestitke, kapo dol na vsak način, ni pa še konec, nikakor ne. Gremo naprej. Vprašanje. Košarka na vozičkih se lahko pohvali s 30-letno, 50-letno ali približno 70-letno zgodovino. Bi rekla, da je prej se začel kot odbojka, tako da 70. Kot je 70? Ja, bi rekla 70, ja. Se kima in mislim, da bo lahko kar prikimal, ne? Ne. Res je. Višina ženske mreže pri odbojki sede je 80 cm, 130 cm oziroma 105 cm. Matej, predajam besedo. Gremo na sredino, tako da 105. 105. In ta reakcija pove, se mi zdi, marsikaj. Ne verjameva, da nima Britanike, vsaj Britanike, če ne česa drugega. Ali pa pomočnika. Se ne motim, pravilno odgovora, ne? Ja, bravo, Matej. Ne vem, ali imaš tako srečo, ali si se res tako poglobil. Ja, res je, ženska mreža je 1,5 m, moška 1,15 m. Mi pa gremo naprej k Mateju, oziroma se oproščam k naši dami, kajti zdaj je na vrsti zadnje vprašanje, povezano s košarko na vozičkih. To vprašanje spet morda ni tako zelo lahko, ampak držimo pesti za našo tekmovalko. Dolžina tekme znaša 4x15 minut, 4x12 minut ali 4x10 minut. In če sta prej poudarjala, da je vse tako isto 4x10.
Matej? Res je. Tudi ta zadeva je v bistvu čista, 4x10 igramo, tako da čestitke. Čestitke tudi z moje strani. Zdaj pa gremo še k Mateju. Ja, to vprašanje se mi je pa zdelo res zanimivo, ko sva se pravzaprav pogovarjala z našo gostjo, je omenila, pravzaprav je to njeno vprašanje, Matej, tako da povemo naprej. Mene je res, bom rekel, zelo presenetilo, ampak vendarle, zanima me, koliko je visok najvišji odbojkar, ki se je že pomeril na paralimpijskih igrah. V odbojki sede, ali je visok? Vem, koliko je visok, ker ga poznam. Kar 247 cm. Wow, jaz sem zasledil 246, ampak mislim, da je to neverjeten niz Mateja danes. Odličen rezultat, brez pomoči na zadnje vprašanje. Res 246 ali 247, res neverjetno, človek bi mislil, da gre za rekorderja po višini, ampak je pa vsekakor, če se ne motim, bil z naskokom najvišji športnik v Riju. Ne le na paralimpijskih igrah, ampak tudi na klasičnih igrah. Tako, prišli smo torej do konca. Kaj reči, Matej je imel danes svoj dan, kaj lahko drugega povem, še enkrat. Znamem klobuk, fantastičen 100% niz. Naša gostja ga je lovila v končnici, ampak mislim, da je zmanjkal kakšen krog do konca, če bi imeli že kakšno vprašanje. Bi bilo verjetno do konca tesno, ali pa ne, kajti Matej je bil danes res fantastičen. Hvala lepa, da sta bila z nami in kot pravimo, v teh dneh ostanita zdrava in da bi se čim prej seveda vrnila v športne arene. Tako, zdaj pa je čas za nekaj zgodovine. Slovenci se lahko pohvalimo z res fantastičnimi uspehi na največjih športnih dogodkih. Mateja Pintar je ena izmed tistih športnic, ki je zaznamovala dogajanje na paralimpijskih igrah v Atenah leta 2004, ko si je priborila zlato odličje. 3 nastopi na paralimpijskih igrah in 2 kolajni. Mateja Pintar pravi, da je bil namizni tenis ljubezen na prvi pogled. V mojem primeru bi rekla splet zelo srečnih naključij, da sem se našla v športu, v katerem sem se našla. Ker rokomet prej je bil ekipni šport in jaz z enim, recimo na taki ravni individualnim, nisem imela izkušenj. Sem pa potem med svojo rehabilitacijo poskusila različne športe, s katerimi sem se pač imela priložnost srečati v tem procesu in ugotovila, da mi od vseh enostavno namizni tenis najbolj leži, tudi da sem na tem področju bolj individualist kot pa tip za ekipne športe. Tako da ja, v bistvu čisto sreča, da sem se s tem športom preizkusila takrat, ko sem se odločala, kaj bi počela in sem zelo hitro tudi ugotovila, da je mogoče pravi zame. Po končani karieri športnice je pridobila mednarodno sodniško licenco, a kot sodnica še ni bila aktivna. Letos bi sodelovala na paralimpijskih igrah v Tokiu, saj bi tam opravljala delo strokovne komentatorke prenosov tekmovanja v namiznem tenisu. Zdaj, športno novinarstvo v bistvu je bil moj sanjski poklic še preden se mi je zgodila poškodba in sem ga takrat nekako čisto dala iz misli, zato ker sem se zavedala, da to v največ primerih pomeni ogromno terenskega dela, ki si ga pa vsaj v tistem trenutku nisem znala predstavljati zase. Tako da iti na olimpijske igre kot strokovna komentatorka bi vsekakor bila uresničitev še enih otroških sanj. Je pa res, ja, da sem pa bolj po naključju potem pristala v tem, ker
me je najprej za sodelovanje kontaktirala RTV Slovenija pred 4 leti za sokomentiranje posnetkov iz paraolimpijskih iger v Riu. To je bilo še v Ljubljani, potem je pa Slovenija gostila 2 največji prvenstvi v namiznem tenisu, najprej evropsko, potem pa še svetovno. Takrat so že začeli tudi s temi spletnimi prenosi in so rabili nekoga, ki bi to v angleščini komentiral. Zdaj, glede na to, da sem jaz angleščino tudi študirala, da se na namizni tenis dobro spoznam in da sem tako ali tako bila domačinka na nek način na teh 2 prvenstvih, sem potem bila naprošena, pač, da tudi tukaj sodelujem. In skozi to sodelovanje je prišla potem tudi do kontakta z Olympic Broadcasting Services, ki so pa zadolženi zdaj za pokrivanje paraolimpijskih iger. Ko je v Atenah 2004 prišla do zlatega odličja, je imela po velikem uspehu v mislih zanimive skrbi. Sicer seveda doživeti takih in drugačnih je bilo ogromno, marsikakšno se tudi pozabi vmes in iskreno niti ne razmišljam o teh stvarih zdaj vsak teden ali pa tudi vsak mesec ne. Ob takih priložnostih pa potem včasih le grejo spomini nazaj, saj so več ali manj prijetni. Tako da ne vem, recimo tisti trenutek, ko sem prejemala to svojo zlato medaljo, res se živo spomnim tega, da sem razmišljala samo o tem, joj, prosim, naj igrajo slovensko himno pa slovensko zastavo, ne slovaške. To je ena, mislim, frustracija, recimo, ki smo jo takrat, se mi zdi, kar veliko športnikov nas je mogoče imelo, no. Zlati kolajni je Mateja Pintar 4 leta pozneje v Pekingu dodala bron. Še vedno je aktivna, saj obiskuje fitness in fizioterapije, ukvarja se tudi z ročnim kolesarstvom. Ja, zdaj glede na to, da je zlata olimpijska medalja bila en moj cilj ali pa mogoče bolj sanje že od ranega otroštva, odkar se lahko spomnim, sigurno to, da sem en tak cilj v življenju dosegla, ja, na to sem vsekakor ponosna. Zdaj na drugo stvar, kar bi pa rekla, pa vsekakor, da mi je recimo po taki spremembi v življenju kakršna nesreča, pa to, da pristaneš na invalidskem vozičku, je vsaj zaenkrat še vedno uspeva imeti aktivno življenje, tako na, ne vem, športnem, družabnem, profesionalnem, kakorkoli področju že, pa da sem, ne vem, v dobrih odnosih z družino, s prijatelji. To mislim, da mi v življenju največ pomeni in dokler bom imela to, bom lahko tudi nase v tem smislu ponosna. V športu radi govorimo o uspehih, radi govorimo o dosežkih, o medaljah. Marsikdo pri tem pogosto pozabi, da so v ozadju številni ljudje, številni posamezniki, ki so včasih skriti, ki jih ne vidimo, ki jih ne poznamo. In zato smo pripravili novo rubriko, kjer bomo predstavljali ljudi, ki so zelo povezani s parašportom, ampak se pogosto oziroma večinoma nahajajo v ozadju. Naša prva gostja je novinarka Andreja Okorn. Torej, Andreja Okorn, hvala za tale pogovor, ker so kolega novinarja rekla, da se bo kar tikala. Mi za začetek povej, kdaj si začela spremljati šport invalidov, katera je bila prva izkušnja, pa kakšna je tudi bila? Ja, šport invalidov mislim, da pač zelo intenzivno spremljam od leta 2008, se pravi od Pekinga naprej. Takrat sem tudi na televiziji Slovenija v športnem uredništvu začel pripravljati, ko ne rečem, mogoče neke daljše povzetke z iger in podobne stvari. To zdaj z leti samo še raste. Drugače pa moja prva izkušnja z vrhunskim športom invalidom, moram pač uporabljati vsem te izraze, je pa bilo, ko sem dobila nalogo, da grem delati prispevek na namizno-teniški turnir v Laškem. Priznam, da prej pač nisem delala pač z invalidi, vsaj kar se tiče službe, se pravi novinarskega dela. In spomnim se, ko sem takrat prišla v dvorano, da mi je pač vzel sapo, res, ker
stopaš v dvorano, polna je, vsi, ki poznate namiznoteniški turnir v Laškem, veste, kako je. Ampak vseeno, ta prvi stik, ko pogledaš okrog, mogoče se bo malo ga to slišalo, ampak nekdo nima roke, nekdo nima noge, ogromno na vozički in to je taka neka masa ljudi in ves ta vtis udari vate in priznam, da na začetku je bilo kar malo sem rabila, no, da iskreno priznam, da pač ugotoviš, vse je okej, turnir poteka, za mizek se igrajo, pravila so jasna in potem počasi pač ugotoviš, da to je čisto tako, kot si prišla na katerokoli drugo tekmo. Popravi svoje delo, takrat pač seveda naloga je več ali manj, da spremljamo naše slovenske športnike, invalide, ampak priznam, da ta prvi pogled na to dvorano in na množico invalidov, ki je bila zbrana tam, je pa malo je zabolel, no? Čist iskreno. Z leti pa mislim, da je vse ta čustva, ki so zaradi tega, ker imajo vsi invalidi res, oziroma večina izmed njih res težke življenjske zgodbe, poslušaš, sprejmeš in delaš naprej. Oni svoj posel, jaz svoj posel in z leti je preraslo to pač v neko odlično sodelovanje. Kako je ta predstavitev letošnjih iger v Tokiu vplivala kaj na tvoje delo ali pa delo vaše redakcije? Koliko je bilo pripravljenega? Se je precej podrlo vse skupaj? Še ena zanimiva anekdota. Paraolimpijske igre v Tokiu bi morala pravzaprav preskočiti, ker so bila znova na porodniški, se pravi, morala biti odsotna. Sedaj, ko so se predstavile igre, pa seveda delam in pač kaj se je spremenilo zame od tega, da bi paraolimpijske igre spremljala doma, udobno na svojem kavču, bom sedaj pač spremljala delo. Kar se tiče same priprave, pa podobno kot olimpijske igre, pač enostavno določene stvari se predstavijo. Ponavadi je tako, da v športnem uredništvu že sočasno z olimpijskimi igrami se pripravlja tudi projekt paraolimpijskih iger, ravno zato, ker je vmes tako kratek čas, da praktično nimaš niti možnosti po olimpijskih igrah se šele začeti pripravljati. In praktično imamo, kar se tiče prispevkov, tematskih in podobnih stvari, kar imamo narejeno vnaprej, je treba praktično narediti že pred olimpijskimi igrami, tako da pričakujem, da bo podobno tudi prihodnje. Mogoče še vprašanje za konec. Kdo od naših športnikov invalidov te je najbolj navdušil in zakaj? Če bi koga izpostavila? Lahko na rezultatskem nivoju, lahko čisto nekaj tretjega. Moram reči, da v redu zadnje snemanje, ki sem ga imela glede tega, je bilo snemanje Dejana Faktiča, ki je po novem lokostrelec. Izjemen človek, vemo, kakšna je njegova kariera, športu je zapisan, posveti se mu 100% in sedaj res držim pesti, da bi na paraolimpijskih igrah v Tokiu imeli tudi prvič lokostrelca. Iskreno tudi povem, da navijam za vse slovenske športnike, tudi zato, da imamo čim več slovenskih športnikov na paraolimpijskih igrah, ker potem, ko delamo, ko pokrivamo paraolimpijske igre, popolnoma drugače je, ko lahko izpostaviš slovenskega športnika. Kot pa neke tuje zgodbe, ki so vseeno zelo zanimive, ampak vse vemo, ker se tiče domačih športnikov, stvari se bolj dotaknejo, ljudje lažje spremljajo, tako da Dejan Faktič je zelo zanimiv fant in mož, mož, oče, zdravnik, ne vem sploh, kje bi naštevala, tako da res prijetno snemanje je bilo v Budanjah, na to nekaj tednov nazaj. Šport je dejavnost, ki krepi telo in duha. In najbolje je, če se športom začnete ukvarjati čim bolj zgodaj, takoj, ko imate priložnost, ko imate možnost za to. V naši novi rubriki bodo z nami mladi obetavni športniki, ki nam bodo povedali, zakaj so sami izbrali šport. Kdo si in kaj treniraš? Dobar dan, sem Tim Žnidaršič Svenšek in sem paraplavalec.
Pač ukvarjam se s plavanjem in pač najljubši tehniki sta mi delfin pa hrbtna. Kdo skrbi za tvoj športni razvoj, kdo stoji za tabo? Za mano stoji cela družina in pač še posebej bi rad izpostavil trenerko, ker pač brez nje ne bi prišel tako daleč. Kaj pa naredi vse tvoja trenerka zate, da še malo morda dodava? Če imam slab dan, se lahko pogovorim z njo in pač piše mi treninge in ve, kdaj je treba najbolj stisniti na treningah in kdaj ne. Kaj ti pomeni šport? Šport mi pomeni vse, pač v njemu si lahko sprostim, pomaga mi pri zdravju in pač uživam v njem. Kaj pa te motivira na tisti najbolj siv dan ob trenerki? Najbolj siv dan me pač motivira družina in pač tudi misel na to, da če ne bo nihče nič naredil, moram jaz. Kaj pa si rečeš, na primer v postelji, ko je zunaj megla pa 2 stopinji, da se spraviš v bistvu na trening? Rečem si, da pač, ko bo konc treninga, bo že sonce. Kaj je tvoj cilj v prihodnosti v športu? Kaj je tisto, kar si najbolj želiš? Najbolj si želim, da bi se udeležil olimpijskih iger 2021, ki so bile predstavljene iz leta 2020. Pač norma je možna, samo bomo videli. Prišli smo do konca naše današnje oddaje. Hvala lepa, da ste bili z nami, da ste bili v naši družbi. Nasvidenje do prihodnjič in seveda želimo vam, da ostanete zdravi. Oddajo sta omogočila Sportklub in Lidl Slovenija. Ustvarimo boljši svet.